Z nami je danes, zelo me veseli, da je z nami danes Miha Mazzini, pisatelj. Gotovo ste brali ali Nemško loterijo, ali Romo Negro, ali pa Drobtinice, s katerimi se je kot meteor pojavil na slovenskem literarnem nebu in je bil potem tudi narejen film Operacija Kartel. Miha Mazzini piše tudi časopise, eseje, poglede na slovensko življenje, na slovenstvo, na naše ravnanje z nami samimi in take stvari. Miha Mazzini piše tudi računalniške priročnike, velik strokovnjak računalništva, oziroma zato, kako je računalnike mogoče pametno uporabljati. No in poleg vsega tega je tudi doktor znanosti, in sicer je bila njegova tema antropologija vsakdanjosti. In meni se tako zdi, da bi recimo v tem doktoratu kakšna fusnota lahko bil tudi James Bond. A se motim? Ja, seveda, sej konc koncev, koliko let pa že James Bond obstaja kot film? 50 let je bilo leta 12. Od leta 62, tako ste se rodili. Ja, se pravi, od vseh nas lep del življenja James Bond. In je rado ta film en tak, kao vem, nek tak ritual, film prije na 2-3 leta, prije na James Bond in ljudje ga grejo pogledati. Neka taka stalnica je, no, a ne? Daje eno, kako rekla, varnost. Svet se podira, ampak James Bond je pa zašel. Kje pa je bil prvi James Bond? Moj prvi James Bond je bil Goldfinger in pomislite Goldfinger v Firencah, ker k nam so filmi prihajali z nekajletno zamudo in tako so meni v te vse Botticellige, Fra Angelike, Michelangele in tako naprej se mi noter v mojem temnem, kar imam v glavi, takole prikrade vmes Goldfinger. A to je tisto zelo zlato žensko? A to je ta film? Ja. To sem tudi jaz prvi gledal. Ali pa sem te prvo spomnil, zato sem bil bolj. Ja, 67 leta je prišel k nam. Čeprav zna biti, da sem ga zelo res takrat gledal. Se pa spomnim, kaj pa tisti iz Rusije z ljubeznijo? Tega pa pri nas niso vrteli. Ne, tega niso vrteli, bil je drugi film. V tem filmu mislim, da se tudi prvič pojavi, namreč o James Bondu je res ogromno napisan, ga pogledaj, jaz takole sem se igrala, malo, so prišle vreme in ogromno je napisan, in tako se veliko zve. V tem filmu mislim, da se tudi prvič in edinkrat pojavijo njegove škotske korenine. Skratka, ta namik, na Šona Connerija. Tudi na Šona Connerija. Tako celega na Šona Connerija, ja. No, tako da ta je bil prvi k nam prišel in tudi je zanimivo, ker je bilo to ideološko takrat so bile to kar malo sporne zadeve, nekaj čist novega, so se pojavili v Ljubljani eni plakati takih ljudi, ki so hoteli ohraniti eno moralno čvrsto zavetega naroda, plakati z napisi: pazite, da Bond ne ubije tudi vas. No, obenem so bile pa kritike, seveda, da je to fantazijski svet, ki prikazuje čudovito življenje, ki se dogaja. Čeprav jaz se spomnim, recimo ta iz Rusije z ljubeznijo, Bond potuje prek Slovenije v bistvu gre, ker v Trstu ven pride z vlakom in potem pretepa takrat jugoslovanske carinike. Zato tega pri nas niso vrteli. Smo to nekje v tujini gledali in slovenski del publike je glasno ploskal med tem, ko so pretekli, James Bond pretepa carinike. Takrat so filmi prihajali z zamudo, smo nekako, kako bi rekla, če smo šli kam ven, smo hitro šli filme gledati, da smo pripali doma v tej vrednosti, informacijski. Kako si razlagate ta
fenomen teh zgodb, da tako ustrajajo in da se ne obravijo. Mislim, meni je, jaz nisem noben strokovnjak za Jamesa Bonda ali kakorkoli, ampak mi je pa dejansko zanimivo, ker leta kasneje, pa sem že videl kar precej teh James Bondov filmov, sem šel brati te romane od Fleminga. In je zanimivo, koliko so mogli tega Jamesa Bonda v bistvu umiliti in polepšati, v principu. Ker v unih romanih je en tak mačo, ženskam sovražen mačo in blazno tako, še zelo kakšni trdi, kruti romani v principu. Tako da, načeloma, mislim, da so imeli veliko srečo s Seanom Conneryjem, v principu, z igralca. Mislim, da je Fleming nekje rekel, da je hotel narediti enega pustega, zadrtega, ženskam sovražnega, neromantičnega tipa, zelo britanskega, to je hotel. In mislim, to sem vedela, da v romanih tudi posrečeš. Ja, filme so pa hoteli pač prodati širši publiki in so mogli narediti neke kompromise. Vse v bistvu, meni osebno, pa moram reči, da ne hodim zdaj lih vsakega James Bonda gledati. Ampak načeloma je meni zanimivo, ker ko avtorjem je to zanimivo, ker oni vse morajo, ta lik hkrati morajo ohraniti, ampak ga tudi malo posodobiti. Pa tako, in ta film, ki ste ga danes gledali, me je zelo presenetil, moram reči. Če tako razmišljam kot avtor, da bi recimo dobil nalogo pisati scenarij za Jamesa Bonda, ne vem, kako so si drznili to narediti. Ker iz tega James Bonda ohranil so vse te eksplozije pa vse to. Ampak v resnici so naredili intimno družinsko dramo, o materi in 2 sinovah. To se mi zdaj prav neverjetno. Ko jaz to gledam, bum, 30 leta, čakaj, pa to je družinska drama. Ne, bil vsega je res družinska drama. Če bi vse eksplozije izrežete iz filma, imate art kino, o materi, ki me je raje imela službo kot otrok, mislim, ki si nova, pa ona dva je zdaj to učiteca in tako naprej, pa koga ima raj. Tipično tak mala art drama. In potem so gor prelepili vse te silne eksplozije in lokacije. Ne, James Bond, in funkcionira kot James Bond. Vse ta M, so mi razlagali, da je to kratica pač za eno imene, ki bo tudi na tem. Ja, Moneypenny, ali pa ja. Ne, Moneypenny, ampak M, ta šefica, to se pravi, ki jo igra Judi Dench, ona, to naj bi bila kratica enega resničnega tega uradnika visokega na tem tajni službi, ampak zdaj, v tem pri Skyfallu, pa vsi pišejo, da je M za mamo, je kratica za mamo in da je zdaj, ko je pravzaprav prevzel tale, ki ga fajn si igra, to šefovstvo, nekako pišejo, da zdaj je pa Bond končno dobil očeta in postal normalen. Se to je film, v katerem Bond odraste. In zato je zanimivo, ko so avtori, sooči se z mamo in s tem odraste. In to je zanimivo, ker od stvari, ki so jih avtori imeli na voljo, so žrtvovali lih tisto, kar je bilo eno od teh značilnosti Jamesa Bonda. Tokrat se ne igra več z igračkami. Ni več nekih napravc, ni več otrok, odrasli v tem filmu. In nima več teh nekih specialnih, avtomobilov in ne vem kaj. In to je, me zanima, kakšen bo naslednjo, v katero smer bo šlo. Zdaj, on je odrasel, dobil je očeta in bomo videli. Ja, mislim, da je ta Sam Mendes, režiser, da je že sprejel to nalogo, da bo leta 15, pa je naslednji in zdaj, pa bo Daniel Craig bo verjetno tudi še vstal, to bomo videli, kaj bo, Ampak Fleming je veliko svojega življenja pravzaprav v ta film dal. On je bil tudi med vojno v tajni službi in je imel eno zanimivo nalogo in sicer so pripravljali eno operacijo Golden Eye, to je tudi film, en James Bond in Fleming je tudi svojo hišo na Jamajki tako imenoval.
Ta operacija je bila pa predvidena za primer, če bi Španija stopila na strani osi v drugo svetovno vojno in bi v tem primeru Gibraltar bil ogrožen in skratka, to je bila Flemingova naloga, tako da on je bil tak svetovljan. In tudi, ko so Seana Conneryja, ko je režiser izbral Seana Conneryja za James Bonda, in je bil Connery tak preprost fant, ga je najprej pelal k svojemu trojaču, potem pa v visoko najvišjo angleško družbo, da je pridobil tiste to gibanje, to obnašanje, tako da je lahko prišel potem na dvor k angleški kraljici. Tudi to je zanimivo, danes jaz malo preveč govorim, ker sem toliko tega preveč. Ampak tudi to je zanimivo, to lepljenje te fikcije na resničnost. Jaz sem namreč v uvodu filmu povedala, kako tisti dogodek, ko je šel Craig po angleško kraljico za olimpijado, kako ga jemljemo, kot da je res James Bond prišel. In po tem Skyfallu je pa, mislim, Sunday Times, pa še časopis, cel oglas objavil, oglas angleške obveščevalne službe, da opozarjajo, da ta služba nima v resnici nobene zveze s tem bondovstvom, da so to zelo resni in skratka uradniki. Prisluškujejo pogovor. To je zanimivo. To, da Fleming sebe pravzaprav tudi uporablja svoje izkušnje in življenje, kako je to pri pisatelju, pa pri pisanju scenariju, te poseganje v svoje življenje? V principu je to načeloma seveda zmeraj pišemo o lastnih izkušnjah. Vse v resnici, pustimo domišljivo na voljo, ampak v principu gledalca je treba prepričati. In najlažje v bistvu gledalca prepričamo z nekimi takimi majhnimi detalji, ker jaz kot gledalec rečem, ta je pa mogel ali to zelo dobro raziskati, ali pa je mogel to jeti skozi ali to videti. In to so ponavadi res te neki majhni detalji, ki dajo neko misel neki tej zgodbi. Tako da je pa seveda logično, Fleming takrat pač je imel za sabo to službo, se je John le Carré tudi konc koncev, in je imel za sabo en tak paket izkušenj. In če se človek usede, da bo o nečem pisal, seveda prerazloži te razne dogodke, ponavadi seveda na neko izmišljeno zgodbo. Ker načeloma, se ljudje pišejo avtobiografije in mogoče recimo tam od 50 let, se pravi od sredine 20. stoletja v Ameriki je blazno popularno ratal, sploh v Ameriki je bil ta trend, ki še kar traja, da pisatelj mora biti enak njegovemu delu, recimo Henry Miller pa vsi teme. To, kar jaz doživljam, vsak dan zapisujem in to sem jaz, moje delo sem jaz. Jaz sem sam svoj objekt, umetniški objekt. To je v principu precej, meni se zdi to precej dolgočasno. Tako da imam raj izmišljeno zgodbo, ampak vsebuje en kup teh elementov iz lastne izkušnje. Mislim, da še nikoli ni bilo kot v zadnjih 20 letih toliko teh prvoosebnih romanov, toliko literature, ki avtor piše v prvi osebi, dejansko tako, da ljudje, ko berejo, že ne vejo, ker se stvari toliko ujemajo, da ne vejo, kaj je pravzaprav literatura, kaj je resnica. Ja, ta meja se je seveda zabrisala. Tle gre za temu, čemu rečejo novi narcisizem. Tudi mediji to olajšajo. V principu vi lahko doma pišete neko knjigo in potem parkrat kliknete tam na ikonce in ta knjiga se bo pojavila v prodaji, recimo v spletni knjigarni. In zdaj imate knjigo. In ker vsak lahko tako izda knjigo,
je ta gonja za čim več izdanimi knjigami in čim več, in tudi jaz bom pisal, in potem ljudje v principu smatrajo, da so neobdelana življenja zanimiva, no? Ampak v resnici niso. V resnici niso. Jaz se spomnim neke oddaje, ki jo leta nazaj delal Artur Štern za neko televizijo, nič se ne spomnim za katero, in je on prepričal tiste producente, da bo on ima očitno super žurke v svojem stanovanju in on bo zdaj to snemal. In potem se bodo gledalci blazno zabavali. Verjemite, no, ni bolj dolgočasne stvari na svetu, ko gledaš tujo zabavo. Ker tam se ljudje napijajo in potem mislijo, da govorijo blazne modrosti. No? Če bi sebe pogledali potem, ko so trezni, bi takoj ugotovili, da niso blazne modrosti in da ni bilo prav zabavane. Kar pomeni v principu, da naloga avtorja je zmeraj izbor. Izbor, ki potem sestav nekaj novega in nekaj, kar mora dati v principu tudi nek širši simbolen pomen. Sej, v bistvu, če je v knjigi točno opisani neki dogodki, potem je to na nivoju nekega trača. In vas zdaj zanima, kdo je bil s komu in zdaj vi to berete. Ampak to vam ne daje tega občutka, ki ga pa dobra literatura in umetnost zdrav, da gre za neko širšo stvar, za nekaj več, za nek tak gestalt, da imate trenutek, trenutek. In zato seveda produkcije je zmeraj več, absolutno, zmeraj več je zapisanih življenj, zato ker mediji to omogočajo, vsak lahko piše blog, ne vem, pa se tudi v Sloveniji imamo blazno produkcijo, mislim, da vsak dan praktično izide nov slovenski roman. Mene je uvrstitev tega filma naš program nekaj zaskrbela, ker je vendar tolikega robotanja in nasilja in tako naprej. Jaz sem danes drugič gledala ta film in moram reči, da tega sem imela res že kar malo dosti. Meni grede za tisto prvo sekvenco, ki traja 12 minut, to se pravi v Turčiji, ko pride do vlaka, pred vlakom, vlak, ja. Zato je prišlo 200 ljudi iz Anglije, 200 so jih angažirali tam. Snemali so dolgo, enih 600 ljudi je pa to računalniško obdelovalo, tako skratka en strašen podvig. Tako da, Miha, vi pri slovenskem filmu včasih ste zraven, ne? Včasih, kar velikrat, no? Kratki filmi tudi, recimo, ki ste jih režirali, pravzaprav, a ne, ste se zelo seznanili, kaj to pomeni produkcijski proces, ne? Ja, zdaj, mislim, to, kar ste videli na začetku, ta prizor z vlakom, ne, v Sloveniji ni denarja, da bi to posneli, no. To je jasno, ne. Kar pomeni, da ko slovenski scenarist piše, če bi pisal to zgodbo, bi ostala sam soba, pa mama, pa 2 sinova. Mogoče se mi en do njih z vlakcem igral, no, pa ga malo potrgal, ampak ne vem, če bi najbolj sponzorje, drugače je. Tako da v principu, ja, ne, to je res, se to v bistvu ne velja za Slovenijo velja izrazito, no, ker so proračuni zelo majhni. Ampak tudi v Evropi, recimo, so povprečno proračuni, kao je 5, 6, 7krat višji, ampak vsem si ne načeloma mogli to prvošati. Zdaj mogoče 2 take zanimivosti. Enkrat sem bil na neki scenaristični delavnici v Nemčiji in so neki Avstralci razlagali zgodbo za svoj film. Ko smo debatirali in zraven mene je sedel neki režiser, sem zdi iz Litve ali iz Latvije, ne vem. In zdaj mu Avstralc reče, pride vesoljska ladja in izkrcajo se Marsovci. In reče Litvanc, pa ste zapravili vaš denar, ki ga imam jaz na voljo. No, to je to. Kar vem, da je bil kar velik denar je na voljo. Tako da, druga stvar je pa enkrat sem imel pa stik z nekom Francozi včasih producirajo te filme, tudi vložijo not 100 milijonov, ne. Seveda za izvoz v Ameriko pa po celem svetu, ker tak film morate delati za cel svet. To ne more biti lokalen film, ker je preveč denarja. No, ampak sem pa enkrat imel stik z temu francoskim producentom, ki producira take filme in pa sem ga vprašal, ampak vi date 100 milijonov v en tak film, a ne bilo vam komercialno bolj narediti 100 filmov po 1 milijon, ne? Verjetno boste več zaslužili. Pa on rekel, ne, jaz imam tako veliko firmo, če zaženem vse odvetnike, ne?
je po tega denarja gre samo za pogodbe, odvetnike, pa vse to. Za te fiksne stroške so zmeram. Ne more delati poceni. Ja, ne more, mora zmeram nekaj na velike eksplodirati, zato ker je una ekipa pravniško vzad, ne, to drago. Da se tle tudi veliko denarja naberejo s temi stvarmi, ki delajo film še bolj verjetno, s temi raznimi stvarmi, ki se pojavljajo, pijače, znamke razne, oblačila, kako se imenuje ki oblačila za Honda delo, to je Tom Ford je delo, ja. Tom Ford, mislim, da je za njega ponarejenih 100 oblačil, zato da je s daljšimi, krajšimi rokavi, da je na motorju niso rokavi prekratki. S tem si zelo pomaga. Je pa zanimivo, da je to pravzaprav ena produkcijska hiša, ta familija Broccoli, ki je vseh 23 do zdaj teh pravih James Bondov, ali še nekaj nepravih, ki so jih drugi producirali. Zdaj to seveda, to je dodaten vir financiranja, ne? Vi položite ta izdelek nekam not. Zdaj sta pa dva problema. No? Prvi problem je ta, da včasih ta izdelek uniči kredibilnost filma. Obstaja slovenski film, Metod Pevec je delal, to njegov te prvi o klošarjih. Aha, Carmen. Ne? In tam film o klošarjih, ki stalno pijejo Heineken. Ne? In tam je moteče to, da ne vem, zakaj bi vsak klošar v Sloveniji Heineken pil, ne? Ni prav verjetno. In drugo, zakaj morajo, ko odložijo steklenico, jo zmeram obrniti, da je proti kameri nalepka. To, kar jaz opozorim ljudi, ni nujno, da zmeram se tako. Ne? To je problematično, ker potem vi padete ven iz filma. Ne? Spet mi ponujajo. Okay? In potem so znali temu se reči, da product placement, ki dela Roman Končar, kjer pa filma ne zdržite dolgo gledati, ker vas psihološko vam uniči možgane. Bom razložil. Recimo, če vi gledate psihološko normalno režiran film, recimo predstavljate se, avto se pelje po pokrajini. Ne? In zdaj vaši možgani seveda rečejo, kdo se pelje. Ne? In naslednji posnetek je obraz za volanom. Milijon takih filmov ste videli, a je tako. Ne? Roman Končar režira drugač, ker mu pač plačajo za to. Ne? Vi vidite avto, ki se pelje čez pokrajino, to je v Rablji freski in vaši možgani rečejo, kdo se pelje. Naslednji posnetek je pa tak velika znamka avtomobila, Alfa Romeo, tako, ogromno. Ne? In dobite odgovor, v čem se pelje, kar vas pa ne zanima. In pa vam možgani skozi nekaj čuden skačejo. Res? Ja, to zna biti problematično, če vam unič film. Druga stvar je, ki pa vidite v evropskih filmih. Ne? Evropski filmi pa zmeram morajo nabrati denar po različnih evropskih državah. Ne? Kar pomeni, kaj se potem zgodi? Zgodi se temu, čemu strokovnem žargonu pravijo Europuding. Ne? Scenaristi morajo dodati nek prizor, ki se dogaja v neki drugi državi. Ne? Ali pa, ki ima neke druge igralce. Ne? Zdaj, če ste gledali sicer odlično novizelandski film, ta Jezdec kitov, ko je bil naslov, tako, Will Rider. Tam je en od Maorov je poročen z Nemko. Ne. Ta Nemka je sam zato pač za 5 sekund pride, ker pač so Nemci sofinancirali. Recimo, včasih se pa to evropsko združevanje držav ni nujno, da je slabo. Ne. Včasih je pa zgodba taka, da to rab. Ne. Recimo ta Tanovičev film Nikogaršnja zemlja pa točno štima. Ne. Tam so oni Nizozemci, pa vsi oni, ki so tam bili, ne, v tem spopadu v Bosni in štima, zato da so vsi tam, hkrati pa film lahko dobil denar od vseh teh držav. Kakšno mnenje o tem filmu? Kaj je? Kako je bilo pa tukaj z dvojniki oziroma s kaskaderji? Verjetno, da jih je bilo zelo veliko in upam, da so vsi preživeli. Ja, seveda, kaskaderi. Mislim, glavni igralci, te, ki imajo obraz v filmu, so absolutno predragoceni. No? Pa tudi niso taki supermeni, da bi tam skakali nekaj, pa preživeli to. No? Ker recimo mi pri ljudeh se res lahko kaj zgodi. Ja, se občasno mislim, da umre, ne, pač na snegu. Se je zapravo v tem, da nam učijo o teh
stvari, ki se na snemanjih zgodijo, tih kolateralnih žrtvah. Ja, mislim, to je nevaren poklic, ne mislim. Ja. Pa dobro plačan, ne? Ja, upam, no. So pa zelo posebni ljudje to, no, mislim, res. Kaj vem, ekstremni športniki, no, bi človek temu rekel. Ja, imajo tudi ta eros, ne, do dela. Ja, ampak res, ja. Ni samo to, ker je dobro plačan. Ne, to je prej sprav izziv, kako bo to zdaj izveden in blazno to neko načrtovanje in tako, no, sej, tle res ni hecano. Ker te skačejo, pa letijo, pa eksplozije, pa ne. Čeprav tako iz filmske zgodovine, kva dva pa sta znana, ne, da sta to samo delala. Buster Keaton, ne, Buster Keaton ni uporabljal dvojnikov, pa ta Jackie Chan se mi zdi, da tudi ni. Ja, ta dva, ne. Če bote kdaj priložnost pogledajte od Buster Keatona en prizor je, ko se hiša zruši, no, okoli njega in vrata padajo, ne, in on je to vse naračunal, ko se bo hiša podrla, ker bo drstel in poje tam stav in poje to pade in on preživi in čudno, no, Ta scenarist tega filma, John Logan, ne, on tudi drame piše, ne? Mislim, da je v Ljubljani bila v mali drami Rdeča, Mark Žrodko, slikar, zgodba o njem. Pa za Gladiatorja je napisal scenarij, Corleonana je priredil in tako je dober scenarij, to tako scenaristično gledano. In meni se zdi odličen, ne. Je pa zelo zanimiv, ne, ker ponavad je to kvečemu kontrarazlog. Človek, ki piše za gledališče, se ponavad pri filmu ne obnese. Razlog je v tem, ker ko človek piše za film, se mora neprestano živo predstavljati vse osebe, kaj tisti trenutek počnejo. Ne. Kar v gledališču ni čisto nujno. Ne. V gledališču lahko en igralec 10 minut ima en monolog in v redu. Ne. Na filmu pa to ni, ne. Recimo se spomnim scenarija, ker sem ga bral na slovenski scenarij, ki je tako pisal na začetku, ne vem, Janez govori, Micka pa vstopa, ne, skozi vrata, pač vstopa. In potem Janez ima monolog 10 minut monologa, ne. Zdaj se pa to ni problem, če se predstavljate, da ste vid igralec, ki igra Janeza. 10 minut boste govorili, ni problema, vi boste govorili. Predstavljate se Uno Revo, ki igra Micko, ki mora 10 minut vstopati, ne. In zdaj da tam odpira vrata 10 minut. Mislite, pa kva znova vsak revla stareva, kva nam mora odpreti teh vrat, ne. In to je velik problem, ne. In v gledališču je to, boste šli čez, ne. V filmu pa res, kaj vsak trenutek kdo dela, ne. In ker če scenarist ne odgovori na to, ko pišete film, kaj vsak človek dela, potem na snemanju igralci začnejo spraševati, kaj pa jaz delam? In Una Micka bo čisto norela, ne morem jaz 10 minut zdaj odpirati vrata. In zato načeloma ljudje smo pač res, prav rojeni smo različni v tem smislu, da nekateri so zelo zvočni tipi, se pravi, pisatelji slišijo izrečene stavke, nekateri so pa zelo vizuelni, se pravi, vidijo prizore. No, jaz osebno sem zelo vizuelen, vidim prizor. Ne. In recimo, prej omenjen John le Carré je pa v enem intervjuju izjavil, da ne mara filmov, rad pa zvočne knjige, ker ga spominjajo na njegov ustvarjalni proces, ker on sliši, ko piše in potem mu je ta zvočna knjiga isto. Ne. In v principu, tak človek ne sme pisati scenarija, ne, ker ga bo zvok zgrabil in on bo pisal te dialoge in noben ne vedel, kaj pa naj ta cvet počne. To je ta razlika. Ne. In tle očitno je ta srečna kombinacija, da človek lahko piše za gledališče in potem preklop na film. Ne. No, se je tudi zanimivo, Sam Mendes je tudi gledališki režiser, ne. Mogoče pa ravno to prinese eno globino, ne. Ja, se strinjam, ker na dnu vsega je to, bi bila res lahko gledališka drama, tako sem rekel, o materi in dveh sinovih, ne. In potem so to tako lepo našrabali, te eksplozije zraven in je James Bond. No, se pravi, še enkrat ponavljam, jaz sem bil prav impresioniran. Kakšna misel? Torej, teh Jamesov Bondov je bilo 6, ne? 6 igralcev se je zvrstil med vladanjem ene kraljice. Tako da en sam je v enem samem filmu,
nastopil. Ja, Lazenby. Ja, Lazenby. In pravzaprav vsi so se poslovili od vloge z, kako bi rekla, samo ne več nikoli tega. Vsaj Sean Connery je bil zelo grdo se je izražal v tem svojem liku. Zelo ga je, čeprav se je pa še vrnil enkrat v nepravega polja. Ja, kaj lahko še povemo o tem filmu? Jaz pa tukaj tudi, to se pravi, lik Jamesa Bonda, oseba, kako je izgledal, kako si ga je Fleming zamislil, on je tudi ime je dolgo iskal in to je hotel imeti eno zelo angleško, kratko, moško ime in je našel ime enega ameriškega ornitologa. Bil pa Fleming tudi sam, pa je malo opazovalca ptic, tako da je bila ta naveza. In potem, to je zanimivo, da si ga je predstavljal malo podobnega temu polkovniku, mislim, Macleanu iz druge svetovne vojne, ki je prišel iz Anglije k Titu in je vodil ta pogajanja, pravzaprav, da so partizani pa zavezniki skupaj delali. Tako da Fitzroy Maclean, če se ga spomnite, kako je bil tak visok, oster, tako si ga je Fleming predstavljal. Mi smo pa zdaj take različne. Kakšen se vam pa zdi Craig kot Bond? Ta izbor tega, kaj ste ti razmišljali o tem? Dober. Dober izbor. Ja, zelo sodoben agent. Ja. 21. stoletje, ne? Prvi kot Sean Connery, ne? Zanimiva je še ena reminiscenca, ne? Jaz nisem vseh Bondov gledal. Ja, zanimivo je, ne? Ko je bil na program dan, tu sem rekel, evo, pa bom spet enega Bonda lahko videla, ne? In ko prihaja v igralnico Macau, ne, tam, je glasba podložena iz Goldfingerja, vsaj motiv, ne? In so tako fine reminiscence, ko potem enostavno primerjaš tisti blešč, ne, ki je bil takrat in podobne stvari, no, se pravi, zato je Bond, ne, res, tako kot mora biti. Tudi ta avto, ne, ki ga je potem ta bad guy, ki ga je razstrelil, ne, ta avto je tudi iz čas. Ja, seveda. Vse take stvari so zelo premišljeno vključene, tako, ker računajo na našo psihologijo, ne. Mi to pa sprejemamo kot naše, ne. Ja, in sprejemamo kot neko kontinuiteto nekega sveta, ne. V bistvu smo šli na obisk k staremu prijatelju, da vidimo, ko pa je zdaj James, kako pa kaj to, ne. Ja, in pa vidimo, in mislim, sej, na nek način nevrološke raziskave kažejo, da ko mi nekega človeka spoznamo ali v živo ali v literaturi, se iste te nevronske povezave tvorijo, pač ne, isto ga damo v spomin, ne, ni tle zdaj, da bi tam posebne nevroni za izmišljene, posebni pa za prave. In zato taka serija res začne funkcionirati tako obisk pri starem znancu, gremo zdaj malo pogledati, kva James dela, ne. In zato morajo biti avtorji zelo previdni, no, morajo povezati to s preteklostjo, ne, hkrati pustiti odprt za prihodnost, da ne zafrkali naslednje, ne. Mislim, zopet, če ubijete tazga junaka, ker po naslednji scenaristi morajo blazno mozgati, ne, kako ga zdaj obuditi in vse to, testi. Kakšna se vam pa zdi Judi Dench, no, ki se je že večkrat v Bondu igrala, ampak tukaj ima več prostora, ne? Ona je vedno odlična, zato ker je vedno izmenjaka in jo ne poznamo in ji verjamemo. Ampak jaz imam eno drugo vprašanje, oziroma Sam Mendes je odlično režiral, mislim, in on je režiser izven kategorije Jamesa Bonda, a slučajno veste, kakšen honorar je dobil, da je sploh pristal na tržišče?
Nimam pojma. Ampak sigurno je dobil dober. Ja, absolutno. Ja. Je upam. Ja. In plus za Jamesa Bonda, mislim, res, ker je naredil samo čisto slikovno, pa glasbo, pa montažo, mislim, prvi od tega gledamo je enako. Tukaj je veliko takih referenc, ne? Naprimer, ta interijer, kjer živi M, ne? Njeno stanovanje, to je v resnici stanovanje od pokojnega Johna Barryja. Ja, s tem so se mu skladatelja, ne, ki je veliko glasbe za Bonda napisal, in so se mu s tem nekako poklonili. Ne. Pa razni taki citati so pa. Ne, vseh stvari mogoče sploh nepoučeni ne znamo teh referenc razumeti. Ne. Tako, kot če vlik se zabereš, najbrž en Dublinčan druge stvari, več razume lahko kot mi. Ne. Čeprav je pa treba seveda vedeti, da mislim, zapomnimo se vsekakor več, kot nam je v zavesti. No. Zato so te reference in te stvari zelo pomembne. No. Recimo, jaz sem slučajno par let nazaj, ko je hčerka je gledala film Psiho, ne, od Hitchcocka. Ne. In seveda se vsi spomnimo, da ta glavna junakinja ukrade nek denar in potem gre v sobo tega motela in tam pod tušem jo ta morilc ubije. Ne. Je pa nekaj, zdaj pa hčerka gledala film in jaz opazil, reče stop, taf. In ko se glavna junakinja na začetku odloča, a bo ukradla denar ali ne, ona gleda ta denar, na postelji je denar in ona gleda in se odloča, ga bo ukradla, v ozadju je pa odprta kopalnica in tuš kabina, že čaka. Perfektno, ne? Ker se to zavestno seveda nismo videli, ampak to avtor namesti v podzavest, ne? In potem ona vkoraka v kopalnico in je bila že pripravljena ta kopalnica in savski nož pada. In je to v bistvu krščanska moralka, ne? Ona krade, kazen že tam čaka. Ne, res. Tako, skratka, avtori načeloma namestijo te stvari, spretni avtori, no? To namestijo zato, ker seveda mi dela ne ocenjujemo z zavestjo, mi ga večinoma ocenjujemo z nezavednim, nam je všeč ali nam ni, ali se nas prime in tako naprej. Še kakšna misel? Je tako lepo, če pride impuls od vas. Izhodišče tole, te tehnike, ne, na meji fizikalnih zakonov in tako naprej, to. Kaj pa računalništvo? James Bond, kaj? Zdaj, jaz moram seveda, ste to že opazili. Jaz sem ta film gledal takrat, ki je bil na rednem sporedu, to je zdaj že leto tega. In se ne spomnim, kaj pa je z računalništvom v tem filmu? To se pravi, ta mladi, ne, je zdaj pravzaprav hacker in zelo pomaga, ne. Vsa tista koreografija na računalniških zaslonih, ne, pa to realnim svetom zveze. Aha, mislite obdelava filma z računalnikom? Ne. Kako upravljajo? Dobro sistem, pa kako mojo vse pomozu, pa... Dešifriranje, pa ne vem, kaj se tam... Moram reči, kadar pride v filmih do računalniških zadev, to jaz kar ugasnem ono računalniško znanje, tako da se napstim motiti uživanje v filmu. Ampak zdaj tako, čisto zdaj nima veze, ampak v principu naslednja velika naloga za James Bonda po moje je točno to, varovanje podatkov in prisluškovanje in vse te agencije, ki pobirajo podatke naše in vse to. To bo naslednja velik boj za Jamesa Bonda. Mislite na to, kako ima ti zveze, kaj pokažejo z realnosti? Ne, to seveda ne, moment. V principu je tako, avtor zdaj tako, odvisen, zakaj se zdaj gre, konkretno. Avtori morajo v principu izbirati med tem, avtori vejo, če bodo prekršali nekaj, kar poznavalci vedo, ne? Potem bo to te poznavalce odvrnili od filma, ne? Padli bodo ven, kot se reče, kaj pa je zdaj to. Ampak če je ta procent sorazmerno majhen, potem se ga splača žrtvovati, no? Kaj hočem reči. Zato
če vi dobite nekaj, kar je bolj živopisno in bolj privlačno na pogled za vse ostale igralce, pa greste v to smer. Tako da to se ni treba prav nič ozirati na realnost, kar se tega tiče. In tudi na fizikalne zakone. Absolutno, vse to je pa tak žanr. Zdaj, to je treba nekaj povedati. Ne? Paste, naši možgani imajo pripravljen en kup nabor predvidevanj v principu, ne? Zato da lažje in hitreje obdelujejo svet, kakor se nam dogaja. Ne? In v principu, ko mi rečemo, mi gremo gledati Jamesa Bonda, ne? Mi absolutno ne pričakujemo realnosti. Ne? Mi imamo neka svoja pričakovanja in mi se usedemo in ta pričakovanja se sprožijo. Ne? In ta pričakovanja so seveda na ravni Supermanov in vsega tega. No? In zato smo bili, se pravi, prijetno presenečeni pri tej drami tega filma, ne, ki je v zadnje. Tako da, in zanimivo, če ste pa recimo sledili debati na računalniških spletnih forumih o James Bondu, so ga pa blazno psovali ta film, lik zato, ker ni nobenih naprav ta pravih, ne, ker so imeli ta pričakovanje. Zdaj pa James Bond ima neke strašne naprave in v tem filmu jih ima res pač minimalno oziroma nič. Mislim, zelo. Ja, ni ne vem kaj. Tisti svinčniki, ne. Pa nekaj vse, ja. Pa dežniki, pa neki sedeži, ki se izstreljujejo, sem bil včasih, ali kaj, vse to nekaj. Ja, jaz hodim tudi Jamesa Bonda gledati tako od časa do časa in sem da ravno tako pri tem presenečena, ker sem v bistvu dobila veliko več, kot sem pričakovala. No. In jaz upam, da je tako tudi za vas prodans, da ni bil, kako bi rekla, strel prazno. No? Eksplozija v prazno, to je James Bond, eksplozija v prazno. Ja, jaz mislim, da smo malo izčrpali, glede na to, da smo danes še zelo vznemirjeni bili, ker smo dobili zlato medaljo. To je res, ja. A to je James Bond to povedal, je? Tako da mislim, da bi mogoče zaključiti, bi pa jaz rada, preden greste, še povedala, da se nekaj zelo lepega v Ljubljani dogaja, oziroma je, kar stoji. In sicer v Tivoliju, če te dni niste nič hodili, v Tivoli, ker je bil slab vreme, pejte čez Tivoli, tam je razstava fotografij, snemanja filma Andreja Tarkovskega Nostalgija, čudovita razstava. Nekaj zelo lepega, če vam je bil ta film všeč, ali sploh Tarkovski, ali sploh, če imate film radi, ali sploh, če imate lepoto radi, pejte, vzemite si čas in se sprehodite ob teh čudovitih fotografijah. Ste videli? Nič, ampak planiramo. Tako, prihodnič imamo pa en film, ki je pravzaprav čist nekaj drugega kot James Bond, bolj v tem smislu tega Tarkovskega, recimo, je daleč, to je Proti čudežu. Ne, nisem, ne. Malik? A ja, seveda, ja, pa nisem gledal, teraz, ja. Pred dnem letom je bilo življenje, zdaj pa ta film in imamo filozofa Marka Uršiča potem, tako da čez 14 dni se bomo malo odkupili za eksplozije z Jamesom Bondom. Hvala. Hvala.